300 v tem avtu, a si ti na glavo padel. Stari, reč kar češ, ampak če tole ni en najboljših, mislim, najlepših slovenskih razgledov, pa tudi ne vem. Lej ta razgled, no. Preden se tale vlog začne, se mi zdi, da sem dolžen eno pojasnilo, zato ker se je včeraj, pa danes tudi, v moj inbox na Komotar minuti usul kupenih vprašanj, pa tudi pri komentarjih je bilo tako, kje sva s Tino bila, kje sva jedla, kje sva spala. To je bila gostilna Zlati grič v Slovenskih Konjicah. Spala sva pa v tistem dvorcu, ene 200 metrov stran. To je v bistvu en tak, a se temu reče vinogradniški dvorec? Glavni dvorec, metro debele stene pa take fore. No tam sva bila, tak zelo cozy plac, za vse tiste, ki vas pa zanima, a je bilo dobro za jest? Ja, bilo je zelo dobro za jest. Ok, to je to. Zdaj pa naprej. Veš to? Vinogradi na čisto vsako stran. Baš kako še je lepo, takrat, ki je vse zelen. Malo se mi vrti. Še kam naredil kakšno sliko avta, če je že lokacija tako dobra, Kaj pa zajtrk? Le mi štem gor so bila. Back to life, back to reality. Čiš me, kaj ti pač imaš na glas, to mi je cute. Ja. Kaj rečeš, back to life, back to reality. Ni da gre rekla. To reality. Jaz pa znam kaj druga boljšega kot ti. Kaj? Zebam se. No, v glavnem, ne, ko sem ga zadnjič peljala, ne. Ok, vedela sem, da je avtomatik. Zdaj mi to predstavljamo, ne? To ne vem, če je. To je nepraktično, da je bilo tu spodaj. Ne, ni to. To je. Malo sem rabila. Zdaj pa tako, long story short, s Tino so se pripeljali nazaj v Maribor, jaz sem moral leteti na računovodstvo, pol sem pa najdel tole. Classic Cars Selection, Good Timers. In glej ga zlomka, odprt vsako sredo od 12. do 17. A veš, kjer dan je danes? Tole, kar vidiš na moji levi, a te veš, kakšna zver je to. Jaz sem enkrat tako s 500 konji že pelil. Most terrifying experience in my life. Če je to original? Ne. Kaj pa to? Le to. Lej to, pa lej to. Itak, V8, 7.0 mašina, 600 konjev, do 100 v 3.2, pa končno 300. 300 v tem avtu, a si ti na glavo padel. Zdaj sem pa zvedel kakšno informacijo več, ne. Cobra, ki jo vidiš za mano, je v bistvu izdelek Factory 5, to je delavnica iz LA. Gre pa v bistvu za reprodukcijo, kar v osnovi pomeni eno stvar. Nos Shelbyjev pečat. A veš, kaj to pomeni? To pomeni, da se jo pri Shelbyju požegna, da pravijo, ok, če kater, pol ta. Ker nekaj moraš vedeti, ne, razlika med kitkarom pa reprodukcijo je kar razlika med originalom pa totalnim fejkom. V bistvu so, če odšteješ res tiste prave, ta najstarejše hardcore originale, tole najbolj zaželene kobre. Lega še podpis pokojnega gospoda Shelbyja je noter. Ok, zdaj jaz nimam veliko časa, ne, lahko si na hitrico pogledamo še ostale avte, ne, ampak obljubim, da sem še kdaj prijem, pa da se ostalim zverem ali pa lepotcem vzajem, kakor češ, še malo bolj posvetim. A veš, Američani so včasih detalj naredili samo zato, da je. Mislim, če že imaš zadnji 1 meter previsa, ne moreš kar vse prazen pustiti. Moraš nekaj gor vršiti. Veš, jaz sem se danes znajdel v avtomobilski zakladnici. Najbolj fajn je, ker se ti to zgodi takrat, ker najmanj pričakuješ. A tega le poznaš? Impala. Stari, nekako je ta avto ogromen. Pa SS varianta je, ne? 300 konjev. Tukaj noti placa po moje pa za ne 12 ljudi, po tam malo. Pa Chevy Bel Air. A veš, kaj jaz vedno pametujem, ne? Koliko so detajli fukiš, ne? Daj pogled to. Če vprašaš mene, so Američani že dolg časa nazaj naredili svoje najboljše avtomobile. Vse so sodobnejši, hitrejši, tehnološko naprednejši, varnejši. Ampak daleč najbolj fukiš so bili pa v 50-ih, pa v 60-ih. A če imajo kakšnega Rolls Roycea, a se ti zabavaš? Valjda, da ga imajo. A ja, če imajo kakšnega Mustanga, kakšno vprašanje pa to? Tada! Tole je angleški Triumph, totalen lightweight v primerjavi s praktično vsem drugim, kar imajo tukaj za pokazati. No, zdaj pa 3 biseri, ki mi jih po moje sploh ni treba posebej predstavljati. Lahko rečem sam prva, druga, pa tretja generacija. Prva, druga, tretja. A veš, če bi na zemlji pristojen vesoljc, ne, pa bi rekel, da mi povej, kater avto najboljš pooseblja ameriški duh. In ne bi rekel nič drugega, kot
korveta prve generacije. Če mene vprašaš, je tale avto najbolj sveti trenutek ameriške avtomobilske industrije. Ever. Rdeča, anyone? A veš, to je tiste vrste avto, ki če ena stvar zgleda, da je kovinska, pol je tudi zares kovinska, ne pa plastična. Lej ta detajl. No, pol je pa še zgoren štuk. A tega poznaš, Spiderček Azura od Pininfarine? A veš kaj? Jaz sem vam danes kar dober, kaj pa ti? Takole za konc pa jaz mislim, da sem našel svoj najljubši plac v Mariboru.